Letošnji medobčinski otroški parlament je potekal z naslovom Poklicna orientacija in izobraževanje. Vsako leto se mladi šolski parlamentarci zberejo na medobčinskem otroškem parlamentu, kjer osnovne šole v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine pripravijo različno tematiko, o kateri nato razmišljajo in razpravljajo učenci ter podajajo svoje pobude in predloge. V sredo 25. februarja 2015 so v Konjiškem domu kulture razpravljali o poklicih in izobraževanju. Podrobneje so bili predstavljeni 3 poklici, ki so jih osebno predstavile gostje. Osnovnošolski parlamentarci so kasneje v skupinah razmišljali še o svoji poklicni želji. V zaključku je sledilo krajše druženje ob čaju in prigrizku. Katja Temnik je kot športnica in prevajalka predstavila svoje aktivno delovanje na teh področjih. O igranju na citre oziroma o poklicu citrarke je govorila Jasmina Levičar in Katja Lenart je predstavila poklic v zdravstvu kot diplomirana medicinska sestra. Na Konjiškem so sodelovali osnovnošolci iz Vitanja, Zreč, Loč, osnovne šole Podgoro in ob Dravinji. Koordinatorsko vlogo je letos prevzela osnovna šola Podgoro pod okriljem Društva prijateljev mladine Slovenske Konjice. Na slišano lahko mirno povemo, da se tudi osnovnošolska mladina več kot dobro zaveda trenutne situacije, ki na področju zaposlovanja ni rožnata. Ob tem se mladi dobro zavedajo, da je potrebna prava poklicna orientacija, ki bi se morala začeti kaliti že v osnovni šoli. Zato pa so potrebne številne spodbude. Devetošolci se na koncu šolanja na osnovnih šolah odločajo, v katero smer želijo obrniti svojo poklicno pot. Sprašujejo se tudi, ali je samo izobrazba resnično ključnega pomena za merilo uspeha v življenju. Veliko jih je povedalo, da ko so bili mlajši, je bilo vprašanje, kaj boš, ko boš velik, bilo slišati veliko lažje. Ni bilo tako dokončno in ni tako veliko pomenilo. Zdaj, ko odgovoru na to vprašanje pravzaprav zraja v oči, pa ni več tako enostavno. Kaj je naša prva pomembna prioriteta, ko se bomo odločali na naši poklicni poti? Jaz bi prosila, da kar poročajo tisti, ki si želijo v vaši skupini, da bi začeli kar pri vas. Kaj pravi vaša skupina? Najbolj pomembno je, da bi upravljala tisti poklic, ki te veseli, zakaj je pač tudi potrebno imeti nek talent. Tudi je pomembno, da si v nekem krogu ljudi, ki so ti pri srcu, si pripravljen za vse spremembe, tudi za nove možnosti. Super, hvala lepa. Mi smo tudi v bistvu na prvo mesto postavili samo željo in pa v bistvu to, da uživamo v tem, kar bomo študirali, kar bomo delali. Ker če se mi zdaj odločimo za nek študij, ki nas ne veseli iz nekih napačnih razlogov, tudi pozneje ne bomo tako dobri, se ne bomo mogli v bistvu tudi našega znanja širiti in ga nadgrajevati. Če pa mi uživamo v nečem, nas bo pa v bistvu v prvi vrsti to zanimalo in bomo potem postali boljši in se bomo tudi raje učili to. Se pravi, v bistvu zelo pomembno, da se odločimo za nek študij oziroma za našo pot po nekih stvarih, ki nas veselijo, ne pa iz nekih napačnih razlogov, recimo, da je vsi pogledamo na prvo, mislim, kak je zaslužek, kakva je možnost zaposlitve, ampak je treba v bistvu poudariti, da danes niso take možnosti, da bi zdaj pa šli eno smer študirati in zdaj vedeli, zdaj bom pa tudi 100% dobila službo, ampak moramo biti v bistvu odprti za vse stvari, ker se v bistvu tudi vsak dan na nek način učimo, tudi če to ne vemo. In v bistvu moramo biti prilagodljivi, da v bistvu tudi, če ne upravljamo na začetku svoje stroke, da mogoče na koncu pa le dobimo neko priložnost in v bistvu lahko tudi stroko, mislim, to, kar smo študirali, v bistvu povežemo z nekim hobijom in v bistvu vse skupaj združimo in v bistvu smo lahko na ta način tudi boljši. Ja, s tem, da je pač na prvo mesto moramo postaviti to, da si izberemo tak študij, ki nas v bistvu zanima in da bomo ta poklic potem seveda z veseljem upravljali. Seveda pač smo v takih časih, da pač niso glih najbolj rožnati časi za zaposlitev, ampak vseeno smo mnenja, da je vseeno boljš, da pri pač odločitvi za študij ne gledamo ravno zdaj tak, da si bomo zbrali točno tisti poklic, kjer je pač mogoče več prostih delovnih mest, ampak da bomo vseeno pač tvegali pa zbrali tisti poklic, kjer mogoče vseeno ni toliko zaposlitve, ampak je važno to, da bomo res to delali z ljubeznijo,
ker če bomo res imeli radi ta poklic, pa tudi če nam bo neke zaposlitve, bomo še vedno lahko mogoče postali samostojni podjetniki, pa še vedno so neke druge možnosti, tako recimo pri gospe Jasmini. Tako da mi smo res pač izpostavili to, drugače pa pač se nam zdi tudi pomembno, da se ne omejujemo sami sebe, tako je recimo Katja dober primer za to, v bistvu postila si je več možnosti odprtih in šport in jezike, da pač če na eni poti ne bi uspela, je še vedno neka druga pot in pač nam se zdi to pomembno, da res probamo in času šolanja in kasneje potem tudi življenju pridobiti neko tako splošno razgledanost, splošno izobrazbo, ker ravno to nam koristi pol, da če se bo ena pot nam zaprla, bomo z neko splošno razgledanostjo lažje odprli, pa si tvegali, pa upali iti na tisto drugo pot. Mi smo kot prvo pomembno prioriteto spoznali to, da upravljamo to, kar si želimo. Seveda pa moramo gledati tudi na neke možnosti zaposlovanja. Zdaj vemo, da je Slovenija pač na takem stanju, kot je, ampak še vedno, naprimer, imamo pa odprto možnost, da gremo v tujino, ne. Seveda mora ti delo biti zanimivo, lahko pa potem tudi postaneš uspešen v tem, skoraj zagotovo, če to delaš z veseljem. Pomembno pa je tudi, da si se za ta poklic pripravljen žrtvovati, da žrtvuješ svoj prosti čas, da vestno opravljaš svoj poklic in seveda pa je pomembno, da imaš ti nek poklic, poleg katerega si vseeno lahko ustvariš družino, ne? Ker če imaš ti tak poklic, da naprimer nisi nič doma, naprimer športniki so dober primer, je tudi težko potem ustvariti neko družino, mislim pa, da je družina res neka prva stvar, ko v življenju res šteje, ne? Moraš imeti seveda neko normalno plačilo, da lahko morebiti preživiš družino in tako naprej. Vseeno pa moraš imeti tudi neke vrline, sposobnosti, ki so pomembne za ta poklic. Naprimer, zdaj konkretno medicinska sestra ne more upravljati po mojem tega poklica, če nima nekih zmožnosti komuniciranja z pacienti in tako naprej. Seveda pa je pomembno, da se počutiš dobro v delovnem okolju, ampak zdaj, ko smo pa tu, ne, radost do poklica šteje, ampak naprimer, če pa ti ne boš mogel preživeti družine, s tem, naprimer medicinska sestra, da slučajno ne bi dobila poklica, boš pa ti šel tudi tam zidati hiše, da boš lahko preživel svojo družino, naprimer, ne. In tudi zdaj učenci se zelo odločamo za gimnazijo, ampak mi moramo gledati, če bomo res potem dobili službo, ne. Če pa gremo, ne vem, naprimer slaščičarsko šolo, pa lahko dobimo neko službo, ne, čeprav nas to, naprimer, ne veseli, ampak verjetno bomo pa vsi gledali, da preživimo svojo družino in najdražje. Drugače pa naj zaključim s tem, da je življenje eno samo iskanje samega sebe, da skozi vse življenje duševno rastemo in osebnostno zorimo in ta pot nas bo zagotovo pripeljala do uspeha. Na prvo mesto pač, da imaš željo in veselje do tega dela, ki ga upravljaš, ter da se vidiš v tem delu in da imaš tudi seveda čas zase, to smo dali tudi potem urnik, smo dali, ter da imaš tudi neko plačilo, ki si zadovoljen s tem in ja, ter da se prilagajaš spremembami in ja.